Ok, dragi gledalci, ne, poslušalci, veste, to se pa zgodi, ko se igraš preveč z mamilami. Čau, kako smo kaj? Tukaj smo Marko in Jan, ki smo zdaj imeli tako malo... Mogoče moramo povedati, kje sva. Ja, psihedelično 2 dni smo imeli v kampu Nadiža. To je čudovit kamp na eni izmed najlepših rek v Sloveniji, ki je v bistvu malo bolj toplo od Soče, tako da se lahko dejansko celo malo kopaš notri. Tukaj smo se spravili v ponedeljek, včeraj, kje je datum bil, 18. ne? Jap, 18. junij. Junij, ja. Ker smo komiki in imamo čas med tednom iti kampirati. In si lahko privoščimo. Ja, mislim, ne finančno, časovno. Da biti iskrena, tudi finančno je kar ugodno zadeva to. Komedija? Ne, tale kamp. Kamp, ja. Mi delamo ful reklamo za ta kamp. Na koncu bom rekel šefu, da ne da popust, pizda. Ja, kumi čaka, da... Še manj keša poneže od nas. A veš, bo rekel, da je ta pokazati številke, ne, koliko poslušalcev imata. Ja, v bistvu ne, to je prvič. To je prvič. V bistvu sploh ne vem, a bo kdorkoli kupil to. Ja. Zdaj, če smo imeli do zdaj 2, je zdaj konc, veš. Ja, smo jih izgubili s tem. Fakt, zdaj sem že jaz dobil tole tvojo množino primorsko. Smo dobili 2, to, širi se. Meni ni to všeč. Meni je zakon, tako edini pravi način za govoriti. Da se predstavimo na hitro, v bistvu ta podcast smo načeli včeraj, ampak sem ugotovil, da sem snemal napačen mikrofon na tablici, ne mojega tega zunanjega, ampak internega v tablici, ki je pač shit, tako da... Kjera začetniška napaka je. Se vidi, da je prva epizoda. Ja, popadki še. Poporodni popadki, ko se reče. Poporodni. Mislim, da so predporodni. Ja, okej, ampak tudi poporodni popadki. Ne, to so krči. Krči. Ja, promaš, ja, definitivno. Res so krči. Ok. Zelo na random mestu sva začela ta podcast. Ja, zelo random mestu. Dajmo se na hitro predstaviti. Jaz sem Marko Željan, po novem komik. Nezaposlen komik, ki se ukvarja s komedijo. Jan? Vse isto, jaz sem Jan Krojcer. Vse isto? Lahko ne zameniš, naše punce ne bi niti opazili. Ok, jaz sem ta korak sem naredil, ne zdaj, Marko ga je pred kratkim, jaz sem ga lansko leto, ampak ja, v bistvu situacija je bolj kot ne ista. Lahko si privoščiva, da nisva vzela dopusta, da sva sam našla cajt vmes. Zakaj ne bi šla v ponedeljek kampirati, če se da? V bistvu jaz prvo sem gledal, kjeri vikend sem fraj, ne? Ta vikend sem tam na Lentu, v vikend prej tudi nekje nastopam in pol je rekel, zakaj mora biti vikend? Meni se je odprlo novo vesolje, wow, jaz sem med tednom fraj. Dejansko jaz delam za vikend, ne morem verjeti. In ja, evo nas tle. To je ta začetni stage, ko si navdušen, ko vidiš, da se odprejo nove opcije, na katere nisi pomislil. Sploh nisi pričakoval, da bi se lahko kdaj. Prej sem leta in leta delal kot programer. Mislim, da kaj, delovno dobo imam nekaj čez 6 let na SP-ju. Prej sem delal še preko drugih variant. In to je prvič, da se podajam v nekaj tako... Neumnega. Je ena beseda za to, sem hotel reči avanturističnega, predrznega, ampak ja, neumnega je v bistvu kar blizu. To je bolj kot ne to, ja. To je neumno. Kakorkoli obračaš, je neumno, je mogoče za nas logično, ampak je dosti neumno. Ja, malo. Malo tako rečeš, mogoče, ta sistem, jebi se, jaz bom najdel en drug način. Malo prioritiziraš svojo srečo napram sreči svoje punce, pri meni vsaj. Ja, pri tebi. No, pri meni to ni, to je zelo v isto smer vse vleče. Lepo, ko se tako stvari sinhronizirajo, kar lepo. V javno sinhronizirajo. Drugače, ime tega podcasta mislim, da bo Jan in Marko na mamileh. Ali Marko in Jan, mislim Marko in Jan, sorry, stari. Moj podcast, fuck you. Prav. V glavnem, in zakaj? To zato, ker smo na mamileh, mislim. Jan je bil včeraj, jaz sem še vedno praktično. Jan, povej mi, kaj sem zaužil. Najprvo povem, da ne vem, o čem Marko govori. Jaz nimam nič s tem. Včeraj smo ful bolj odprti glede tega, ampak ja. Ja, res je. Z enodnevnim zamikom stvari izgledajo mogoče, da
jih daš bolj v podcast obliko. Ja. Če govoriš, ko še nisi čist prizemljen, mogoče lahko kako bedarijo poveš. Ja, jaz sem to poslušal, pa ne objavim. Ja, prav. Se pravičujem, ki se mi toliko smeje, verjetno je to... Je to mogoče stranski učinek te zadeve? Pa kaj je ta zadeva, res da? Da se gledalci ne sprašujejo. Ja, Poslušalci! Preveč si navajen vizualnih medijev, to je problem. Ja, res definitivno, ne? To je tvoj problem. Ja, kadil, čango si kadil. Čango. Čango. Danes se ga čanga napune. Kaj je to? O, ne deli tega, stari. To ni dobro. Ok. Ampak kaj je čanga? Kaj je to? Čanga je v bistvu DMT pošprican po eni snovi, ki je sama po sebi tam, da gori na prav način. Aha, nek medij brezvezen samo ne. Ja, nekaj da zadrži takega. DMT, ki pa je učinkovina moje zadetosti. Učinkovina tvoje zadetosti, ja. Aha. Ena izmed najmočnejših učinkovin, ki te lahko pripelje nekam, kjer te druge učinkovine ne morejo. Ja, moram priznati, me je kar odpeljalo, ne. Moram priznati. V glavnem, slučajno smo našli to zadevo, to čango, kar tako. Noben je ni prinesel ali pa prej posedoval ali kaj takega. Ne, pojavlja se. Bog ne da, ja, pojavlja se slučajno. In jaz sem se v pogumu prvi Ja. in sem šel in sem raziskal teren, ker imam imam malo več kilometrine kot Marko, ki je bil včeraj definitivno. prvič zadet na travi. Nisem bil prvič zadet na travi. No, prvič si bil tako prijetno, prvič si razumel, zakaj. Pa tudi, bomo šli potem na to, ampak ja. Dajmo prvo čango čas. Ti si prvi probal, kot bolj izkušen, Ja, pionir. Pionir. Ne to. Ja, pač moja želja je bila to, da probam. In toliko sem o tem prebral in po izkušnjah z gobicam, ko enkrat vidiš ta svet psihedelikov, ko vidiš, da obstaja neka vzporedna realnost, ki je na vrhu te realnosti, ki jo vidiš, ko vidiš, kako si v bistvu ti del narave, kako si eno z naravo, kako je vse v bistvu skupaj povezano, kako je v bistvu vse še bolj lepo. To je nek feeling, ki te pošle v to smer, da se odločiš, ja, jaz bi pa probal to. Ampak pri čangi zdaj, ko si jo vzel, si to doživel? Si doživel sebe kot bolj povezanega z naravo? Ali? Mogoče sem doživel bolj, kot da mi narava nekaj hoče povedati. Aha. Ja. Jaz pa moram reči, da niti ne. Zato, ker si premal. Mogoče, čeprav dejansko, vizualni efekti so bili konkretni, ne, in slišal sem stvari tudi. Okay. Tako da ne bi rekel, da je... Mogoče bi lahko vzel več, definitivno, ja. Če ne bi kašljal, bi bilo cool. Ja, ful sem začel kašljati za popiziti. Mene je tako... Nisem kadilec drugače, ne kadim ne tobaka, ne ničesar in me je ful speklo sapnik, ko sem to vdihnil. Še zdaj malo požiram, se opravičujem. Res mi je bilo malo tako neprijetno, ampak... Ja, to je razlog, zakaj sem pač verjetno manj doživel, ne. Ampak še vedno, ko se je to začelo. Wow. Prvo kot prvo mi je začelo ful brenčati v ušesih, to je bila prva stvar. Kot ko si ti malo dvigne pritisk, veš, tako, ko greš čez kakšen tunel, ki take, ki ti malo brenči v ušesih, neprijetno. Podobno tako, ampak vedno bolj je to začelo spreminjati se v neke didgeridoo zvoke. Mi nekaj delalo. In dejansko, kot si rekel ti včeraj, malo neko glasbo spominjalo, ne. Ja. Neko čudno glasbo, neko malo vesoljsko glasbo. Ja, res, ko si tako rekel. Vesoljska, ne. Ampak tako malo etno-folk vesoljsko glasbo. Ja, kot da je to iz neke civilizacije out there, ki ni zemeljska, ne. Ja. Na začetku, ko se to začelo, pa vizualni efekti. Jaz, ko sem gledal tukaj v krošnje in v listje, jaz sem povsod videl nekaj očesa. Povsod. Očesa? Ja. Ful tako nekaj očesa mi je vlekel dejansko. Da niso bili fraktali mogoče. Mislim, tudi, ja. Ful... Ampak fraktali, ne vem, če mi ni toliko izpostavil. Res, ko sem gledal, tako kot neka čudna očesa, mi je vse skupaj delovalo, ki me gleda. Malo vse skupaj se tako fraktalno delilo, kot da bi nek kaleidoskop gledal, res malo, ampak zelo intenzivno je bilo in na začetku mi je bilo malo strah, ne. Prvi občutek, ki sem ga bil malo strah, wow, kot da sem na vrhu nekega roller coasterja, sem se spustil dol in nisem pripet. In zdaj se pa fucking drži za svoje življenje. Malo sem se ustrašil na začetku, ampak ta strah je dokaj hitro minil. In mi je bilo samo še fascinantno. Poskusil sem malo gledati še dol v tla
Ker je rekel Jan, da se ti tako malo brezno odpre, Ja, oziroma... jaz sem dejansko videl tako mal v podzemlje not naprej, Aha. ko da vidim različne layerje. Ampak kako, opiši boljše to? Nekako sem ugotovil, ko sem gledal dol, da mi ni preveč všeč, kar vidim. Ko da gledam mal proti peklu, iskreno. Ko da je Res? tako na horizontu, da je lučnica. In potem mi je nekaj reklo, ko sem gledal dol je pekel, gor so nebesa. A dejansko To je bila A si ideja. slišal glas, dejansko samo ideja? Kako? Si slišal glas, dol je pekel, ali samo si zaslutil, da je? Ko da sem slišal svojo lastno misel. Aha, Ja, razumem. nisem to dojel kot nekaj, kar je odzunaj. Aha, Ampak mogoče, da sem že kaj o tem slišal prej in sem bil pripravljen na to. aha, razumem. Mogoče je ta neka scena, Aha. ker sem imel približno malenkost kontrole, vse tako imam jaz občutek, če sem lahko to razmislil, ker dejansko mi ni bilo všeč, ta del mi ni bil všeč. A res? In ko neki taki črvi so bili in ko da mi hočejo nekaj narediti. Meni to je bilo zabavno. In potem sem pogledal gor in Aha. je bilo čisto nasproti tega. Zanimivo, jaz pa nisem tako doživel. Meni je bil dejansko večji problem gledati gor v krošnje, ker je bilo ful preveč stvari. Ful stvari preveč je migalo, ful stvari se je dogajalo in nisem mogel slediti, ne. Mislim, malo me je tako overwhelmalo me je. Ne vem, premočno bilo zame, preveč stimulansov naenkrat. In potem sem pogledal dol, ker sem se spomnil, da se včeraj govoril o tem, kaj si videl dol. Ja. In meni sem pa čisto drugo stvar videl. Ful bolj všeč mi je bilo, ker sem vedel, da tle je vse na miru. Tukaj listi zgoraj se gibljajo in je normalno, da vidiš neko gibanje tu, ko ga ni, ne. Ja. Dol pa sem vedel, da se nič ne giblje, ampak ta tla so izgledala, kot da dihajo. Kot da neke Ja. mravlje hodijo od spodaj, veš? Ja, Kot da se nekako gor in dol dela in počasi se je začelo malo udirati, res kot si ti rekel, ne. Ja. In bilo ful zanimivo to gledati, ful fascinantno. Na tej točki nisem več imel nobenega straha, da bi me peljalo kam, kar mi ni všeč, sem čutil, da to je zabavno. In od tukaj naprej sem vedno bolj začel se počutiti, kot da sem v nekem čudnem festivalu. Nek vesoljski hipi festival, neke otroke sem slišal, ki Jan jih ni, tako da sklepam, da jih ni bilo. Mislim, iskreno, neki otrok je v tem kampu, Ampak- v unem trenutku jih jaz nisem slišal. Ne, sem slišal, kot da se relativno blizu igrajo. To se je tudi Tako da- meni včeraj dogajalo. Aha, tako da tega ni bilo. Slišal sem otroške glasove. Ja. Pa ko da mi z nekimi podobnimi otroškimi glasovi hočejo neke veje, neki v taki dosti človečizirani obliki, če je to beseda, če ne sem jo lihkar izumil. Antropomorfni se reče. Ja, sem hotel Bum. eno lepo slovensko besedo. Reče vse človečizirano. No, ok, jaz sem izumil. dodamo. Ja. Saj besede nastanejo enkrat. Trademark Jan Krojc, Ja. 2018. Ja, 5 evrov vsak jo reče zdaj naprej. Zdaj so tako, dva poslušalca sta tako vnot. Krmejo, ful je bedna. Ta dva poslušalca mi je vedno bolj všeč. Mogoče lahko začnem uporabljati dvojino za moja poslušalca. Draga poslušalca. To bi je mogel všeč, biti to je tvoj začetni Ja. pozdrav. Ja, to se bo... Hvala, to ti bom kar vzel. Zdaj je to moj Saj sem šov. ti dal. Ja, ok. Tudi če ne bi. Sam A ne, zdaj vedno ti me moraš, moraš referencirati, veš. Ja, bom. Jan Krojcer tjem. To. Se spomniš takrat, ko smo skoraj naredili deal, da nosiš ti na majici oglas za mene? Ja. To še vedno, če kdo posluša to in bi rad, da jaz nosim na majici njihov glas, sem za. Sem takoj za, nima veze zakaj, Ku Klux Klan. Evo, rade volje. Par 100 evrov in ste notri. Kaj je že s tabo? Na kolikih nastopih smo govorili in za koliko keša? Ne vem, mislim, da si pristal na 30 evrov. 30 evrov. Pa še to sem rekel, Za koliko časa? ne vem, kaj sva rekla, enkrat na mesec, tako kot si imel takrat redno nastope. To je laž? To so insinuacije? To je, ko povabiš kolega, da je gost na podcastu, veš? To se v tem dogaja, neke take... Daj malo razloži poslušalcima, kako se je to začelo. Se ne vem, a si ti s ful izdelano idejo prišel že sem, ali a se sam meni zdi, da je bil to bolj tak afterthought, dajva snemat fucking podcast. V bistvu sploh nisem vedel, če ga podcast ne. Kako čigav? Ono kaj? Ne, tako, a ti boš delal podcast? A veš tisto, dajva snemat podcast, kaj?
Dejva iti k nekomu na podcast, dejva... Veš, Ne, ta prva misel je bila ono, kaj podcasti, kampiranje, pa droge, kaj? Ja, a ni to super kombinacija, ne vem. Draga poslušalca, kaj si videl mislite? A ni to kar carska kombinacija, kampiranje, podcast, droge? Mislim, drugače podcast me zanima že nekaj časa snemat, ampak nisem vedel, o čem bi ga. Mislim, ne vem, bi rabil neko vse dovolj dobro temo, da ni tako samo nek pogovor dolg z nekom, ki ga poznam. In mislim, da droge so odlična vstopna točka za kaj takega. Drugače, jaz glede drog sem zelo novinec. Janko je rekel prej, da sem bil včeraj prvič zadet v trave, to ni čisto res. Sem bil že prej, ampak včeraj mogoče je bila res najbolj prijetna izkušnja do zdaj. Čeprav malo mi je morilo, ker Jan mi je razlagal nek stvari vmes in se je hotel pogovarjati in jaz ful nisem mogel slediti. Zares najboljše, nekaj časa še sem, pol pa mi je kar zmanjkalo, ker mi je odneslo z mislimi nekam drugam. In ful mi je bilo bedno, da v bistvu ne vem, čemu govori točno pol časa. Pol sem malo tako se nasmihal, ja. Ker nekaj časa sem ga še vprašal, kaj? In potem sem se malo zavedal tega, o moj bog, ful sem dreg, da ne sledim temu, kar govori. In pol sem se delal, kar je še slabše v resnici. Sem se delal, da vem, kaj govori in kimal zdraven. Ja. Oh no, you didn't. Sorry, mislim. Ja, lej, fuck it. To se zgodi, če ne znaš handlati tega občutka. Res, ampak vsaj tako včeraj, ne vem, v tle v Žerjavci, ker smo kurili si ogenj, zdaj si peč gor zrezke. So bili kul zrezki, Jan? To je... Vem, da moram reči, to je prav ta zadeva, ko že dobro veš odgovor na to. Ker, jaz že danes cel dan hvalim zrezke in mislim, da sem jih včeraj že hvalil in ne vem. V glavnem, vse, kar sem rekel v teh zrezkih je ne samo pohvalno, ampak izvrstno, najboljša možna ocena. In Marko je zdaj videl, da lahko snika in... Ja, Marko je zelo dober kuhar. Tako ta camping zadeva, to, ko meso gor vrže, že to, kjero meso izbere. Tisto tak, da ne bi me presenetilo, če bi to ubil. Kaj? Okay, no, ne, to bi bil brigant. Ja, to mislim, da si malo zamešal komike. Ja, ok, to bi bil brigant, ampak ti si pol model, ki bi znal to kar v redu skuhati, oziroma pripraviti. Ne rečem, da brigant ne bi, verjetno bi znal. Daj mu malo kredit, ajde, recimo. Ne vem, človek se spozna na živali, očitno. Ja. Vse, ko ga poslušam, ja, valjda. Nekaj izkušenj ima s tem. Si kupil krat od njega, ko je imel bikca? Ne, ker unga dela, ki bi ga jaz hotel, dejansko ni bilo več. Za biftek sem se zagradil, tako kot vsi, ja. Unga a priori ni bilo. Da ga ni bilo več, sploh ga ni ponujal. Normalno. Ja. Ne, pol nisem. Jaz sem vzel par želskov, so bili dobri. Dobri, ja. Ok, cool. Kul meso. Moj bog, jaz drugače, da vas malo postavimo tako časovno, ko smo začeli to snemati, jaz sem mislim, da bil kaj 20 minut po tripu, ne? Nekaj takega, ja. V bistvu sem bil še vedno notri, še zdaj sem malo notri. Še zdaj kratko malo, nič več ne vidim sicer, ne. Prividi in prisluhi so šli stran, ampak občutek imam še vedno malo tak nestabilen, nenavaden, ampak zemlja ne diha več, ne. Veš kaj je to? Reality hits you hard, bro. Ja, res. Nazaj sprašal. Ja. Ampak dejansko sem še vedno tako dobre volje in pozitiven, ne vem, ni nekaj me zamorilo. Čeprav malo pogrešam biti dlje v tem stanju, kjer sem bil, malo kot da bi hotel več videti, veš, razumem, tak občutek imam, ja. Pa v bistvu je ful težko, to sem se zavedal včeraj, ful je težko povezati te stvari, kaj pomenijo, ker jaz vidim to kot en tak način, kako lahko ti komuniciraš z enimi drugimi dimenzijami, kakor se to čudno sliši. Ne, drugimi dimenzijami narave, nekaj takega, prav zaveš se, da obstaja še ena realnost poleg te, ki jo vidiš vsak dan. Jaz nisem tako doživljal tega. Ne? Ne. Jaz ne vem, kako bi rekel. Kaj pa si imel v mislih, recimo? Zakaj so zdaj vse te druge, zakaj so kar naenkrat narava taka, kot je? Ali si imel skozi, ja, valjda, zato ker si kadil lihkar. Ja, to tudi, ampak sem pač, nekako to je malo, kot da moji možgani se igrajo. Kot da so se oklopili od tega, da morajo nujno procesirati realnost tak, kot je, in se malo se sprehajajo okoli in malo gledajo, kaj še bi lahko iz tega naredili. Jaz sem tako to bolj doživljal. Kot da moji možgani so igrivi. Niso fokus na realnost, kot so ponovadi, ampak so, kaj če se to oči, stari? Kaj če se ti zdaj sredi nekega festivala,
Ful tako sem to dojel. Ampak a ni zanimivo to, da pod vplivom iste droge, v bistvu, iste učinkovine kemijske, da imajo ljudje bolj kot ne podobna videnja. Ker to vse, kar si ti opisal, midva si nisva spet toliko enaka, da bi bilo a priori, da bova slišala in videla dosti podobne stvari. Ja? Ker to so dosti podobne stvari. Otroški smeh in to? Ja, to, otroški zvok in neka bitja igriva okoli. To. A ni zanimivo, ne? Pač to ne pride to samo iz možganov, to hočem povedati. Kot da je ta kemikalija ključ do tega, da kot neka navodila za tvoje možgane, kako interpretirati realnost v tistem času. Ok, sigurno nekaj tega zraven, ampak še vedno mi iz tega ne sledi druga realnost. Bolj mi sledi, kot da je pač neko skupno doživetje, ki ga imajo vsi, ki to probajo. Kot ko si pijan, vsi smo že imeli epizodo, ko si bil pijan in si rekel kolegu, koliko ga ceniš. Koliko ga imaš rad, neko posebno ljubezen, ki je prej nisi čutil, si jo takrat začutil do njega in si jo mu mogel povedati. To je taka ful univerzalna stvar. In mislim, da podobno je s tem, ne? Ali ne? Ja, mogoče s tem, da ne vem, če vidim čisto povezavo, kje si videl to, pač alkohol pa to. Samo, da so neki tipični scenariji, ki se zgodijo. Štekam. Neka tipična smer, kamor te pelje neka substanca. Zanimivo, da si točno to izpostavil, da rečeš nekomu, ko ga ceniš ali nekaj. Zakaj? Ker je toliko enih drugih bolj verjetnih učinkov, kaj se zgodi. Na alkoholu? Ja. Tega moram priznati, sem se prvega spomnil. To mi je najbolj standardna stvar, ko je nekdo pijan, da te ful preveč hvali. A ni? Mislim, to mi je prva stvar. Teži, tako, car. Kokošar me vedno objema. Po par pivih me vedno začne ful objemati. Da jaz pa več objemam, stari, kulje. Malo zmeri. Ja, možno. Ampak to je verjetno odvisno od tega, kak si, ko si pijana. Ker pač so drugačni efekti malo. Je res, mislim, da alkohol malo poudari, kar si čutiš mogoče nekako. drugače. Ja. In ta ful preveč poudarjanja, koliko te cenim, po nekih kozarcih, to mi je ena izmed najbolj pogostih stvari, ki sem videl pri sebi, pri drugih posod. Ja, se ne vem, kaj bi bilo pri meni. Ne? Ta glavno. Nimaš klasike. Alkohol. Mislim, to ni glavna stvar pri meni. Zdaj, ko pijem, redko kdaj se mi to zgodi, ampak ko si mlad, ko začneš piti s kolegi, veš, ja. To izpovedovanje, koliko se imaš rad, proti koncu večera, mislim, da je neizbežno. Mislim, da je ta ego boosting drugemu, mislim, da to se, ne vem, to se vsakemu zgodilo, kaj ni? Draga poslušalca, kaj se vam dvem zdi? Meni osebno, ne vem, verjetno sem že imel kako tako sceno, ampak iskreno, jaz taka povezovanja s folkom na taki ravni bolj doživljam skozi travo kot z alkohol. Ja. Zanimivo, meni, dejansko. Trava, ne? Moja včerajšnja izkušnja s travo je bila zanimiva, malo bi bilo moteče, da nisem mogel javno slediti in to mi je glavni problem, ki sem ga imel do zdaj vsakič s travo. Nisem dostikrat imel mamile v obliki jointa, ampak ko sem pa te špinele drogeraške skadil, se mi vedno zgodilo, da nisem mogel slediti pogovoru. Vsakič nekdo mi nekaj govoril, jaz sem gledal, kaj? Moj misel kar zatavljal neke druge stvari in ful živo sem si jih predstavljal, tudi včeraj. In ta del mi je zabaven, ampak moti me biti zraven ljudi takrat. Možno. Interagirati z ljudmi, mi je malo tako, mi ni prijetno. Okay, kar je bedno, včasih se ti zgodi to, včasih se ti definitivno to zgodi. Meni je zaenkrat vsakič. In interakcija z ljudmi mi je najljubša stvar nekako tako za početi. Tako da to mi je res minus. Ne vem, jaz redko kdaj sem to doživel. Če sem v družbi, kjer se ga poha, pol mi je vedno prijetno v tej družbi. Praviloma. Če ne smo pa tako, kako bi rekel temu, brutally honest drug do drugega, da pridemo do točke, kjer se zavedamo, koliko je čudna situacija. Mogoče, en konkreten primer. Zadnjič sem bil na enem partiju, kjer je bil tako zelo nagnen v smer, da je folk večinoma tam kadil travo in ne toliko na alkoholno stran. Imeli smo pivo,
imeli smo tudi kaj drugega, ampak večinoma folk je kadil. Večinoma mile. Ja, v obliki rož in ne v obliki tekočine, ki se ohlaja v hladilniku in jo lahko legalno kupiš. Druge mamile. Ja, bolj zabavne mamile, moram reči. Ne morem se strinjati. Ja. Ne morem, to pa Razumem. trava, alkohol zame zmaga. Razumem, Sorry. ja, jaz bi tudi tako rekel, če bi imel tako družinsko tradicijo. O moj bog! Oprosti, ampak To je bilo hitro! it was right there. Ja, Čeprav, okay, roko na srce, Slovenca sva oba, vsi imamo neko to tradicijo, če ne v ožji, pa v širši družini. Ja, mislim, da kar. S tem, da moji stari dejansko se kar zadevajo, po moje več od mene. Vsakič, ko je nekaj brat ali sestra prinesel neko travo, vedno to kadijo. V bistvu, to je res, ja, to je res. Mislim, ne poznam toliko tvojih dveh, ampak potem, kar bi lahko rekel, je to, da si ti tako najmanj hardcore v eni substanci. Kaj zdaj? Malo se mi... Zdi se mi, da si ti najbolj clean v vaši družini. Okay, mislim, da sem med bolj. Ja, tak občutek sem dobil, kar je zanimivo, ker ne bi lih nekomu takemu na tvojem mestu pripisal te pozicije. Ja. Ne vem. Komik je v družini najbolj resen človek. V bistvu, to ne zveni prav nekako, ne? To hočem povedati. Ja. Pa ti si resen človek. Voziš dačo, to je avto za resne ljudi. Ali pa za poceni ljudi, ne? Ja, pa ne, Druga opcija. To smo se že včeraj pogovarjala. Ne, meni je to en tak avto, ko v bistvu to je, če bi bil to copat, bi bil copat na Ježka. A veš, praktičen je, ajde, nek sistem je, Grdi za vide, ženske se izogibajo. Ja, zavedaš se, fuck it, vem, da to ne izgleda cool na nobeni točki. Ampak jaz bom komod. Jaz bom komod, ja. Fuck you. Aha. To je to, jaz bom fural dačo. V bistvu ti si tako čisto nasprotje enega modela, ki mora furati en BMW ali pa kak drug avto, ko se mu reče stereotipno, da ima malega kurca. Da se počuti potem malo bolj, razumem. Ne rabim toliko ego-boostanja kot nekateri. Čeprav zanimivo, ker po drugi strani, kaj je hoditi na oder? Če ne iskanje konstantne samopotrditve, mislim, ne samopotrditve, zunanje potrditve. Mogoče je nek happy place. Vse zame je. Ja, ampak ni vedno happy place, ne? Mogoče happy place niti ni ta pravi beseda. Ja, mogoče je bolj tak prostor, ki ga želiš raziskovati. Ja. Prostor, tvoj plac v bistvu. Je, ampak je neka potreba v nas, da dobimo odobravanje, kaj ni? Rekel bi feedback, odziv, nekaj takega. Ja, ampak... Odobravanje, na nek način to pomeni odobravanje v naši industriji. Smeh pomeni odobravanje pri nas, ne konkretno. Ja, ampak širše gledano smeh je pač nek čustven odziv. In pač včasih, to so se že itak menila, kdaj prej, da največ dobiš od slabih nastopov. Nek feedback dobiš in v končni fazi si lahko vesel slabih nastopov. Iz vidika rasti kot komik največ odneseš slabih nastopov, definitivno. Ampak se jih ne trudiš imeti več. Vedno se trudiš vsak nastop, da rata. Ampak če dalje bolj specifične situacije imaš, kjer boš failov. Ja. In če dalje bolj si pripravljen na take nastope tudi. In to je samo kilometrina, ki te pripelje do tega, da lahko rečeš pol na eni točki. Težko me fukne karkoli stera. Ja. You handle your business. Ampak zakaj misliš, da komiki gremo v komedijo? Kaj misliš, da je tisto, kar nas žene v to? Mislim, da ni enoznačnega odgovora, prvo kot prvo. Verjetno res, ja. Ja. Mislim, da so vsaj 3 različni razlogi, zakaj bi šel kdo. Se boš verjetno videl kakega komika v katerem izmed teh prototipov. Ne vem, en gre v komedijo zato, ker je cenejško, da bi šel k psihiatru. Poznaš te modele, ne? Ko prav vidiš, da govori tako ene stvari, zato ker jih pač mora nekomu zdeliti. Svoje travme v bistvu. Ja, to jih tako na nek način jih normalizira. Jih potegne v sfero neke zabave nekoga in dobi neko
pozitivno potrditev nazaj. Ja, v bistvu gre nekam, kjer lahko to govori in ljudje ga bojo poslušali v tem. In ne samo to, če bo prav povedal, ga bojo še odobravali. Ja, še to, ja. Nekaj takega. No, to je en razlog, zakaj bi šel v komedijo. Drug razlog je, da enostavno nisi dobil dovolj pozornosti, po moje. Okay. Da je nekdo drug v tvoji družini mogoče nekako pobral večino pozornosti ali kaj takega. In dejansko ti rabiš neko potrditev, da si ti neki vreden. Ja? To pri meni, mu kar iskren, to po moje zame rast. Jaz si iščem pozornost, mislim, da ja. In kaj, 3? 3 je pa mogoče, da si en tak nekaj, kar bi še najbliže bilo umetniku. Da dejansko vidiš neko kraftanje materijala na eni taki dost rutinski bazi že, da vidiš kot da delaš nekaj, kar se hočeš ful specifično izraziti okrog nečesa in je v bistvu bolj ko ne dobiš neke pozitivne afirmacije nazaj, ampak razlog je v bistvu mogoče bolj v tem, da samega sebe premaguješ, da greš čedalje dlje in čedalje bolj nekako v svojo smer, bolj specifično narediš, da vidiš da vidiš stand-up kariero pod narekovaji, ali pa vse takrat, ko si začel Ni to nekaj, kar prije kasneje? Kar prije kasneje? Ja, ko začneš biti smešen, zakaj sploh greš v to na začetku, če ne veš točno, kako se material dodeluje, kako se bo razvijal, nimaš tega občutka, to kasneje pride, da kako, ta štos ni delal, kot sem hotel, gremo ga narediti boljšega, kaj je bilo narobe, to pride kasneje, se mi zdi. Mislim, da osnovna želja za vstop, mislim, da pri večini folka in pri meni, če sem iskren, mislim, da ni boljše razlage, je želja po temu, da se dokažem pred folkom. Glejte mene, jaz sem smešen, torej brihten, cenite me. Zanimivo, da si to izpostavil, smešen, torej brihten. Ja, zakaj? Zato, ker zanimivo, da tu postavljaš enačaj. Ok, razumem, po določenih tvojih šali. Kaj? Bolj korelacija kot enačaj v resnici, ampak ja. Aha, možno, ok. Zanimivo, na en tvoj joke sem se spomnil. Ok. A ga boš celega izdal? Ne bom. Okay, sem povedal bom... Samo punch, ne že. Ne, bom setup povedal. Ok. Sovraži skinheade. Aha, ok. Ta cel bit. Ok, vem kjer je, ja. No, ta cel bit vodi v smer neumnemu, neverjetno neumnemu in rahlo prizadetemu razmišljanju. Ampak ga prodajaš kot nekdo, ki misli, da je enačaj med smešno, torej pametno. In to je tisto, zakaj je toliko folka reklo okrog tega istega joka, model. A veš, koliko mi gre ta konkreten joke na živce pri tebi? Ker jaz sem ti rekel, direktno sem ti rekel, kako mi gre na živce to. Mislim, da je toliko štrljiven iz tvojega karakterja, ki ga drugače hočeš nekako ufurati, da enostavno tisto model, a res še vedno to delaš? Zakaj še vedno to delaš? Moram priznati, da ne razumem čisto najboljše tega, ampak zgubljamo poslušalce, ker ne poznajo joka. Vsega lahko opišem na hitro, joke je, da sem videl neke skinheade in sem jih pretepil, ker pač jih tako ne maram, da sem jih mogel pretepsti, in potem se izkaže, da se je to dogajalo pred onkološko kliniko. In tukaj je potem ta preskok, jaz sem prefukal nekoga zraku, ampak še naprej si delam, kot da tega nisem štekal. To je ta glavni del. Ja. Tu se začne neumnost. Ja, in še naprej trosim štose na to, kako so ljudje navijali. Oni so pacienti. So. In jaz imam zdravilo. Kabam! Ta del mi je tako epic zaključek joka, ki ga ne maram. Kabam! Kaj bo punch na koncu? Dajmo dobesedno punch. Dobesedni punch, ja. Zakaj pa ne? Ja. Ne razumem, kaj hoče reči. Pa ja, nekje sem se spomnil to varianto,
Mislim, en kolega mi je razlagal, ko pozna nekega kuharja iz Aten ali ne vem kje, ki je pretepil neka dva skinheada na ulici, ker je tako divji ali ne vem kaj. Kaj če so pač bili neki rakavi bolniki, no, nekoga pretepil, ker nimajo las, mislim. A ni malo psihič tako, če gledaš? Ker ne vem, nasplošno, to bi ta Panča naciji scena, poznaš to? Neki sem že slišal, ja. Začelo se je s tem Richardom Spencerjem, ta nek alt-right ameriški, ki ga nekdo boksnul na ulici, medtem ko je nekaj govoril v kamero. To sem pa videl. In potem se je razvila cela ta Panča naciji debata. Kako, če je okej En čas ga je boksnul, ne? Ne, nek tip zamaskiran. Zamaskiran tip? Ja. Aha, potem pa jaz sem zamešal ta posnetek. Mogoče. Ok, razumem, kaj je koncept. Ampak boksnul ga je pač nek tip zamaskiran in se je razvila ta debata, če je okej udariti nacije, ker so nacije. A je on imel kak, ne vem, nacij shod takrat, ko je dobil punch? Ne, nekdo ga je nekaj spraševal po ulici. Nekdo ga je spraševal? Ja, nek intervju je nekdo, mislim tako, spontan intervju, veš. Ti si Richard Spencer, zakaj sovražiš črnce, ne vem kaj, in potem on nekaj odgovarja, jaz nobenega ne sovražim, tralala. Sem tako, nekega rasista špila, sem ne točno kaj je njegov del, sem me ne briga, ne, v resnici. Ampak ljudje so ga označili kot nacista in torej kot nekoga, ki ga je legit tepst. Ja, to je problematično. To malo je, utemeljujejo to s tem, da je okej udariti nacista, ker nacisti direkt zagovarjajo nasilje. Ne? Kar v bistvu je zanimivo. Potem izberajo isto metodo. Ja, ampak pač, oni so prvi začeli, zagovarjajo nasilje, torej lahko uporabljaš nasilje nad njimi. Ampak se izkaže, vsaj po moje, da vsa politična nestrinjanja so nestrinjanja o tem, kako uporabljati nasilje. Vsi zagovarjamo vedno nasilje, čisto vsi, samo vprašanje kako. Če nekdo zagovarja, da mora obstajati minimalna plača, zagovarja, da se bo uporabljalo nasilje preko folka, ki bo kršilo zakon o minimalni plači. Ne? Če kdo zagovarja, da mora Zanimivo, da si ravno ta zakon izpostavil. Naslednji skočeš travo. Če kdo zagovarja, da trava mora biti ilegalna, zagovarja, da se uporablja nasilje nad ljudmi, ki gojijo, prodajajo, uživajo travo. Vedno je vprašanje nasilja, tako da to na nek način, ja. Mislim, to so, jaz bi temu rekel, da so zidovi nekega sistema, kako deluje in mi se kot družba nekako odločimo, kje jih bomo postavili. Trava je recimo na drugi strani zidu. Vedno je vprašanje, mislim... Omejenosti bi jaz temu rekel, svobode, ni nujno nasilje kot nasilje. Ne v končni fazi nasilja. Pri politiki je vedno vprašanje, kje se bo postavilo mejo za uporabo nasilja. Po mojem. Mislim, to je eno izmed vprašanj, ampak mogoče nasilje v res najbolj splošnem pomenu besede. Ja, mislim. Ja. A veš, kaj mi ni všeč pri tem? malo politične debate, ne, ampak vedno na koncu država je monopol nasilja. Vedno pri tem govorimo, vedno pri tem končamo in ko je govor o tem, kako naj deluje, je govor o tem, kam naj bo nasilje usmerjeno. Tako da jaz mislim, da drugače se ne da gledati na to kot pač tako. Sorry, kaj? Misliš, da se ne da drugače gledati na to? Mislim, ne vem, zame potem je nekonsistentno oziroma zgrešeno razmišljanje. Ja, lahko tudi pozitivni spin imaš na to, ne? Kaj pa če se gleda vsaka stvar na to, koliko ti svobode dopušča? Ne, mislim, okej, ampak je pač, to je samo drugi način, to je pol prazen, pol poln kozarec, to je samo drugi način za isto reč, se mi zdi, kaj ne? Mogoče, nisem čist 100% prepričan, zato ker mogoče te poznam dovolj, da ne bi podpisal nekaj, kar si mi kar razložil, ker je lahko, ne vem, nek nacistični dokument oziroma fašistični manifest. To je bil callback na en obstoječ video na YouTube, lahko si ga pogledate, te jaz malo spimpole. Glej to, moj bog, promovira mene, wow. To so kolegi, vidiš, to so kolegi. Malo te kurca, ampak potem promovira tvoje videe. Ja, normalno, ne. Tako, a misliš, da bi mogel v štartu ful preveč resno to vzeti? Ne. Mislim, da mora imeti neko zdravo mero samoironije to. Upam, ja. A veš, zdaj se spraševala, sem zato promoviran, ker vem, da te dva poslušalca poslušate. Lej, začetki so. Kaj vas zgubiti? Veš kaj, preden da povem, da lahko to vidijo poslušalci na YouTubeu, zdaj sem kar povedal, ne vem, kam morajo vtipkati? Da vidijo ta video? Ja. Popularnost fašizma med Slovenci. Kako provokativn naslov. Ne. Evo, to je Marko enkrat posnel. Ideja je, da je dal
podpisati nekaj, kar je zvenelo, kolikor toliko ok, mogoče ene par točk si prebral ali nekaj takega. Celo sem dal za prebrati. Aha. Ja. In valjda vsak režim ne vem, v besedilo zgleda kar v redu. Ne. Sej Hitler tudi, ne vem, če je dejansko on kdaj kamorkoli zapisal, eksplicitno, ja, točno to, dajmo pobiti vse Žide, dajmo jih iztrebiti. Meni se zdi, da je bil bolj on tak, res je nisem bral Mein Kampf, ampak ga bom. Ampak jaz imam ful... Nemški priimek. Ja, to je kar skenil. Ja. Mogoče lik zaradi tega nisem hotel brati te knjige, ker imam pač nemški priimek in preveč... Če prijem do tebe in ga vidi na policiji, Jan? To je res, ja, to je res. Mogoče sem zato toliko pozor na te kvazi naci scene pri tebi. Kvazi naci scene, moj bog! Ja, ampak kaj sem hotel v Hitlerju reči? A ni bil on bolj tako, ene par stvari tako bolj posredno je naštimo in pol je bil bolj tako, se veste, kaj je deal pač. Ja, oni so slabi in ful boljše bi bilo, da jih ne bi bilo, ampak ne vem, če bom točno napisal, ja, dajmo jih zapreti nekam, jih pobijati in dokler jih ni več. Ali je to bilo dejansko napisano kjerkoli? V programu stranke res ne vem. Ampak na teh shodih in temu to se vedno, Židje so slabi, Židje so krivi. Ja, so slabi, ampak a je rekel, da jih morajo pobiti? Ne vem. Ker to bi dejansko ful rad zvedel. Ker to je pol razlika mogoče med takim, ko res nimaš več, niti približno nimaš nobene opcije, kako to ne zafrejmaš kot hate speech. Čeprav predvidevam, da standardi med drugo svetovno vojno in v tistem času niso bili niti tam postavljeni, tako da predvidevam, da bi se lahko tudi kaj takega pritožil. Če so nacisti prišli skozi, mislim, da je bilo kar liberalno, kaj lahko rečeš. Veš kaj, jaz vse, kar vem o nacistični retoriki, taki dejansko liderski, vem kako razmišljajo taki wannabe nacisti in kako omejeno razmišljanje imajo, ampak jaz sem prepričan, da nekdo, ki vodi to gibanje, da mora biti toliko bolj out there in toliko bolj prefuknen ali pa inteligenten na en način, tak evil mastermind, da sem pozabil, kaj sem hotel pozabiti. Da me sam spomnim, imel sem en dober point okrog tega. Mislim, da si hotel reči, da v svojih manifestih so vse stranke take, da so splošno prikupne. Vse, kar vem o tej nacistični retoriki iz vrha, je to, da je bil Hitler ful teatralen pri govoru in je bil v bistvu ful dober govorec, ker on je prišel v dvorano in vem, da enkrat je čakal tako, ne vem, minuto mogoče, ali pa mogoče ni rabo toliko, ampak dovolj dolgo je čakal, da je bilo awkward in so vsi utihnili. To sem razmišljal, da bi jaz naredil stand-upu enkrat. Jaz sem to naredil enkrat toliko. Aha, v 10-krat. Arne Tasić Art. To je en moj lik, ki sem ga sam enkrat izvedel, ker me je sam v bistvu bolj kot ne zanimalo, kako in kaj. Je šlo relativno v redu, je šlo skozi. Je bilo zelo čudno, ampak na to sem itak, to je bil nekak glavni štek tega lika. Na koncu nastopa je Jan stopil naprej in imel sem ščala, tako da ni videl, kje je konec odra in je stopil dol. Tako slab meter dol je kar stopil, kar naenkrat. In je spadlo ful naravno in načrtovano. To sem si najbolj zapomnil tega nastopa, mislim. Poleg tega, da si delal neke stare štose iz principa, ker so stari štosi. In rekel, da to je star štos, ne se smijati, kaj z vami narobe, nekaj takega. Zdaj si... Spoilal vse? Ne, da imam to še kdaj namen narediti. Ti si... Mal si mi ga uničil, no, ta joke. Samo enkrat sem rekel, da je star joke. Ja, sorry. In to je dejansko ful dobro delovalo, zato ker komik, ki je pred mano nastopil, je ta joke uporabil kot, kako bi se temu... Ja, kot svoj joke, ja. In ne kot ironično. In potem sem jaz prišel in joke je bil kaj... Joke je tako, original je, da pač nekdo gre v trgovino in kupi kondome in pride na to blagajno. Ja, malo smo skadila tudi. Ja, jaz sem samo te močne mamile. Ja.
Ok, v glavnem, na blagajničarka vpraša, a rabite vrečko in on reče, ne, se to grda, pa res ni. To je joke. In en komik pred mano ga je hotel prodati kot svoj joke, v bistvu je vic. Ne vem, v Pavlihovi pratiki, leta 78 mogoče, ne vem, res star. Mogoče toliko star, da mu je uspelo ga prodajati neki cajtat kot njegov joke, vsaj v določeni meri. Ja, v glavnem, jaz sem pač poznal ta joke, nisem vedel, da bo komik prej nastopil, sploh pa, da ga bo uporabil. In moj spin v liku je bil, da sem, moj lik je bil iz San Francisca, mislim iz Ljubljane, ampak živi zdaj v San Franciscu, ker to je ful cool mesto in on je preletel prejšnji dan iz San Francisca, ker ima punco tu. Tako, to je building the character. In potem reče, da je bil včeraj v trgovini, pač je kupil kondome in potem ta del pride, kaj blagajničarka reče. In on namesto, da bi rekel, ne, to grda pa res ni, reče, ne, to je star joke. In v bistvu je delovalo kot referenca na komika pred mano. In jaz tega nisem vedel. Jaz sem mislil sam, da so res ful dobro poznali ta vic star. Ne vem, ali sem bil bolj razočaran ali bolj srečen, da se je vse toliko poklapalo, da je dejansko naslednji komik. Srečen na situacijo. Točno to, ja. Ko si, oboje. Kje sva bila, zakaj sva prišla do tega lika? Ful na dolgo smo prišli. Mislim, da... A smo končali zgodbo z fašističnim manifestom ali... Ne vem. Nekako smo preko Hitlerja prišli na tvoj lik. Ja, ker si bil tiho na začetku, iz Hitlerja sem prišel. To. V glavnem, samo da zaključim naci zgodbo, mislim, da je bil Hitler dober retorik vsaj. Marsikaj ni bil dobrega, ampak retorik je bil dober. Cilji niso bili najboljši, ampak metode so štimale. Mislim, Vsem da zdaj pa tako. Jaz mislim, da večina folka še vedno ne bi podpisala večino programov strank. Če daš nek program od SDS-a pred folk, pa napišeš, da je program od Levice, boš tekali, da ni. Ja. Boš tekali, neki... Čeprav, kurec, mogoče sploh ni res. Me prav zanima, kaj še nje. Me prav zanima, kaj je v programu SDS-a. Več manj so več stvari za upokojence naštevali. Zdaj na zadnje se mi zdi. Mogoče sem hitro rekel. Možno. Ampak recimo, ne vem, NSI mogoče, ne vem. Če bi našli nek program, ki piše notri, da hoče bolj nižje davke, pa manj regulacije trga dela, pa kaj take stvari. NSI? Ja, recimo. Se ne vem, kakšen program imajo, ampak... Moram priznati, da strank, za katere vem, da ne bom volil, niti ne berem njihovih programov. To je pač NSI in SDS, pa nacionalna stranka, recimo, pa te... Zmago Jelinčič, njega ne bi volil, da je, kaj si delaš? Ja, ne bi. Prej si ga hvalil, prej smo začeli snemati. Ja, to je res, ja. Sem rekel, ta Zmago, on je res v redu fant. Škoda, ko je tak mali Hitlerček. Še v videu pogum dekle se pojavlja. Mogoče sem vesel, da je se pojavil v tem času, ko pač vseeno obstaja neki folka, ki zna razmišljati, da je bullshit ena določena retorika in jo zna prepoznati kot tako. Če nič drugega, mogoče, kakor mi gre na živce neka skrajna levica, isto kot skrajna desnica. Čeprav, če bi mogel kaj izbrati, bi šel na skrajno levico. Za razliko od Markota. Mačeta, loving, camping. Ej, ti si se zaljubil moj mačeto, prosim. To je res. Bi htel si okolje, kot da nekaj najboljšega, kar si doživel. Ej, dejansko je bilo dobro. Mačeta je zakon, mačeta je najbolj. Mogoče moramo povedati, zakaj smo rabili mačeto. Aha, ja. Boš ti? Daj ti. Ja, pač, ko gre Marko kamperat, pa je bolj te vrste, da sam poišče les okrog za to. Se pravi, v bistvu večer je bolj kot neodvisna od tega, a boš imel srečo in voljo se ukvarjati z lesom. Edino, kar se malo pusi, je, da ne ulovim sam večerje, ne? To je edino, kar jo kupim. Mislim, da bi to, ful boš, da ne uloviš, zato ker, kot smo že prej ugotovili, fucking amazing je bilo to meso. Ja, dobrega marinira. Zelo mi je všeč, da si ta del prepustil strokovnjakom, ne? Ta del
lovljenja in vzrejanja tega prašiča. Ko sem ga Prašiča, stekel, to pa pardon, te- ni bil niti prašič, govedina. Govedina, ja. Seveda, izvrstna govedina. Hvala. Mislim, Velike govedina. pohvale mesarju Tripar, pri meji s škofijami, res je car. Evo, le že Evo, dva drugi potencijalna sponzorja. bi To lahko imel. je, samo cash bo samo šel leteti kar naenkrat, to bo ono. Ne Ej, boš vedel, kaj sem ti A naredil. misliš, da lahko zaračunaš za oglasi za nazaj? Ne? Mislim, če je ful budale mogoče, ampak drugače večino folk Ne veš, kaj bi rekla, lahko rekel. Lahko bi rekel, lej model, če mi plačeš tok pa tok, bom jaz 90% tega denarja vložil v promocijo na Facebooku tega izdelka, se pravi podcasta v tem primeru. In ti lahko zagotavljam, da to Več ogledov, bo ja, videlo ja. tok pa tok ljudi. Ja, in vsi bojo hoteli tvoje zrezke, ki jih je Jan opel kot najboljšo stvar, v katero je kdaj zagrizel. Res je. Pizda, to bi šlo mogoče, vidiš? Lahko bi ne. Mogoče Ja. ideja, kako narediš vse to mogoče vzdržno. Tako sam iz samega tega, kako bi rekel, idejnega vidika. Ne. Ja. Kot ideja je ful dober podcast, ampak komu je dejansko uspelo ustrajati na podcast poti. Tako Perica je probo in je nehal po ja. koliko Pa mene je 14. imel gord, tako da ne razumem, kako je Ja, lahko ja, naredil potem, ja. Sej dejansko podcast mi je bil razmeroma zabaven, moram reči. Hvala. Pa ok, Tin je imel že prej podcast, ki je naredil, mislim, da 4 epizode. Štiri samo. Sorry Tin, če sem zajebal, vem, da je bilo ful mal, pa vem, da je hotel Perico te prehiteti v epizodah. To mi je bil edini ulici. Ja, mislim, Več kot edini. Tin. Ne rečem, da je imel to Perica edini cilj, ampak je bil en tak small side quest, bi jaz temu rekel. Če pa je slučajno Perica ima boljšo razlago, kar predvidevam, da jo ima, pa dajte se na Perico obrniti. Ja. A veš, zdaj sem tako poslušalceh Perici, dajte njemu morite, veš. Ja. Ne, puste Perico, ful dober komik, ampak mogoče ima rad svojo zasebnost, kar je ful prav. Kje so bila? Nimam pojma, zdaj pa sem se res zmedli ful, oh moj bog. Jan te mamili, jaz ne vem, če to kam pelje sploh. V glavnem, Pelje, saj mislim, da imamo dost produktivno debato. mislim, meni A je ja, peljalo definitivno. pri oglaševanju za nazaj sva bila. A ja, oglaševanje nazaj. Ja, lahko probamo, samo me zanima, koliko klicev dobijo ljudje iz nekih podcastov. Jaz sem govoril o vas, kaj me boste kaj plačali? Problem je, če to se dogaja. Pri nas verjetno še ne, ampak V bistvu tako, kot si zdaj ti povedal, to me ful spominja na en tip ljudi, ki jih ful ne maram. Folk, predvsem so ženske to na YouTubu, A ja? te YouTuberke, ko mislijo, da pač bojo zdaj zato, ker imajo en YouTube kanal, ki je res pač imajo par tisoč ali pa par 100 tisoč Ja. followerjev, se pravi, imajo nekaj za pokazati. to Ne? je kar ne. V številkah dejansko imajo nekaj za pokazati, ampak Ja. potem mislijo, da bojo, ne vem, vse dobile za ston. Enkrat, Ja, samo. to mi je To Tjaša je govorila. načeloma dobijo, veš? Ja, ampak meni se zdi to dost Ne, mislim, 100 tisoč bi jaz poslal že nekaj. come on, dej, a res, zdaj kar naenkrat so ti ljudje neki dolžni. Ne dolžni, jaz kot, če bi nekaj proizvajal, karkoli bi poslal folku za stonja, pa če bi nekdo delal neke reviewe, stand-upa, ja, pridi, časem jaz, To je Nekomu drugo. 100 To je tisoč drugo. gledalci takoj. To je Ja. popolnoma drugo. Ne vem, če je drugo. Če delajo, ne vem, kaj... Ne, Ja, to še ne, ne ampak cilja, a veš, kaj me moti je to, da recimo, primer, midva prideva, če bi bila midva ena izmed teh modelov iz YouTuba, mislim, predvidevam, da so tipi tudi, ampak jaz sem bolj kot ne videl za te neke znamke, ne vem, ličil ali pa oblačila, bolj ta scena. To mi je Tjaša povedala, pa mislim, da sem neki na enem drugem podcastu sem videl. Na drugem, ne na tem, veš. To sta dva podcasta, ki jih Jan spremlja, To ta je to. in en drug. No, to bi bilo ekvivalent temu, kar oni delajo, bi bilo, da midva prijeva sem v ta kamp in rečeva, hej, midva snema drugač podcast in midva bi rada bila tu za ston, zato ker bova vašo ime omenila. To je, moraš priznati, da je to malo drugače, kot pa če ti nekdo pošle neki zaston oziroma da zaston, recimo oni slišijo podcast in rečejo, a veste kaj, naredila sta dobro reklamo, izvolite priti naslednjič zaston en teden kamperati, ali pa un model ti da, ne vem, 5 kg mesa. Ja, ok, je bolj proaktivno iti ti iskat sponzorje tako direktno, to je res, kot pa če te opazijo nekaj, kar delaš in ti potem pošljajo stvari, to je res malo drugače. Ampak ne vem, jaz po eni strani, če je prišel do mene, kampirati nekdo za 100 tisoč,
subscriberji v Sloveniji, kar ne obstaja. Ja. Potem bi rekel, ja, prosim, a bi blowjob, ne vem, stari, bi reklamiraj me, ja. Tako da, Ja, ne vem. ampak, a veš, ni to nuja, ne? Ja, noben ti ni dolžen, ja. Ampak samo da priješ in vprašaš, če obstaja opcija, se mi zdi čisto legit, ne. Ne zdi se mi, da si nek... Ne vem, meni se zdi, Douchebag kot da si en cigo, ki hodi okrog z violino, pa pol greš od mize do mize z eno, ne vem, z neko šalico, pa upaš, da ti bo dal not kaj keša. Ja, samo cel YouTube je to praktično. Si tam infektaš folk, če ti nakaže kaj keša na Patreon ali kamorkoli. Se to je... No, ampak Patreon je drugo kot YouTube, ne? Ampak je Mislim, pa res, da imaš podobne ful je vzgibe, ne? povezano. Tudi na YouTube imaš te super chat, ali kaj so, ki so please, gives money. Ja, In to je fehtanje. To je fehtanje online. seveda je fehtanje. Malo je bolj Pa se clean, to je ker si neka, online. neka nova ekonomija, ne? Fehtanje online. Ja, ja, ja. Zakaj da fakt bi gledal nekoga, ki igra igrice in plačeval za to, recimo? Jaz sploh nisem vedel, da obstaja ta subkultura, ampak sem nekako zadnje cajte vem, da je par ljudi to dela in par ljudi živi od tega, da igra igrice. Zato, Ja, ker... pri nas tudi. Ja, Ja. normalno, sej. To je lepota tega, da pač živimo v takem svetu, kjer je vse povezano, ne? Jaz sem tudi na začetku to bil ful začuden, ko sem slišal, da folk je plačan in dobro plačan za igrati igrice. Ampak potem sem PewDiePieja gledal enkrat, ko je igral v PUBG in mi je bilo dejansko zabavno. Je bilo dejansko kot da bi gledal šport, samo je bil ful boljši šport kot nek fuzbal ali nek kurat. In dejansko je kul. Ne vem. A ta PewDiePie, on je drugač gamer, ali kaj je? Ja, tudi Mislim, vem, da je full velik na YouTubeu. največji. Ja, največji. Ja. Ja. Ampak je gamer v osnovi. Ker jaz ga Začel nikoli je- nisem spremljal, moram priznati. Začel mislim, da je z gamerskimi videi, zdaj pa Ja. dela svašta. Okay. Ampak tudi gejma vmes in takrat sem slučajno zasledil. In potem sem celo kupil igrico in mi je všeč. Tudi gej malo vmes. Ja, gej, malo. Ne, dejansko sem razmišljal o tem, Ko se Jan Krojcer loti besednih iger, veš, da, da je slabo. ja, da se ima fajn. Ja. Ja, ko si tako sproščen, da Ne, se besedne včasih moram dati sebe. Nikoli na odru. Ampak ponavadi moram dati ven iz sebe to. Zabavno. Speaking of gay, Ja. mogoče moram deliti zgodbo včeraj, ko sem po nesreči, delal sem timelapse. A, ok. Kaj bo z mano od včeraj? Ker Ne. jaz sem edini človek tukaj zraven skoraj, tako da malo me je skrbelo, ko si rekel gej zgodbo od včeraj. Še ki si mi prej govoril, da sem zaspal na stolu za nekaj Ja, to je časa. res, ja. To je res. Okej, sem vesel, da je ta zgodba. Na spolu sem rekel, da si Na zaspal. spolu. Na spolu. To jaz rekel? Ne, jaz. A, ok. Hotel sem reči na stolu, sem imam suha usta. Okay, da. A boš povedal, iz česa bom pil lihkar? Ja, zgleda full hecno. Neko dudo ima na cevki in neko to vrečko, ki si obesiš na rudzak, ali kaj že. In iz tega cuzavem vodo že 2 dni. In se zgleda vse normalno in to samo, ko mi je ponudil, če bi še jaz imel, fuck ne. Fuck ne, sorry, ampak zgleda full, kot da si dih z nekega nipla vlekel ven mleko in zdaj, če bom še jaz malo, ne. Hvala. A veš kaj, to je ena izmed teh stvari, ko upaš, da bo človek rekel ne, ampak nočeš biti nesramen. Pa ne ponuditi, ja. Ti imaš, čak mogoče moram razložiti, kaj je bilo. Do avta grejo, ne, in sva že bila Ja. blizu avta, ki je tako 50 metrov stran od šotorov, Ja. in sva nekako lena. In Marko je ugotovil, da nima vode, in jaz sem tako v tistem trenutku nosil v roki 2 litra vode v vreči, ki ima neko cevko ven in dudo, to, kar je Marko prej opisal. In se mi zdi dosti na mestu, da rečeš, da ti imaš vodo, ampak ker je tak mal specifičen način dispensanja, je mogoče res mal čudno. Ja. Malo je, In- mislim, ne malo, meni je full, Ja. ne vem, Ampak veš kaj, za ko nek hot potato Ampak- sem ti vrgal, veš, ti sprejmi Ja, to zdaj si na tebi, odločitev. fuck you, Ja, fuck you. Jaz sem bil prijazen, ti se pa odloči. To je to. Ja, mislim, da si se prav odločil. Le, Ja, čestitam. mislim okolje. Imaš kar tehtne odločitve. Ja, ne bom šel nazaj in spremenil, če bi lahko. Ja. Dobro, samo da... Scat tišči. Mene? Ne, zgledaš, kot da hočeš prekiniti ta podcast. Ne, se malo me tiči cat, samo sem vedno Ja. sem razmišljal, zdaj, ker sem malo zaneslo, da bi še kakšno rekel o drogah. Okay. Včeraj je Jan razvrstil droge po priljubljenosti. Ne vem, o čem govori. Si... Kaj?
Ne pravim, da jih imaš s sabo. Prvo naj razložim, da v nobenem primeru ne podpiram uporabe Ne. ilegalnih drog. O moj bog. Ne, to je samo tako v namene preprečevanja škode. V bistvu osveščanja staršev. Kakšni so simptomi? Starši naj dobro poslušajo. In kaj lahko vidijo na svojih otrocih, kako prepoznati, da je nekaj predvsem staršem narobe. priporočam, če že oni se lahko logično, racionalno odločijo, da hočejo imeti neko tako izkušnjo in če se bojo mogoče razumeli, o čem točno je bilo govora in bojo boljše znali prepoznati znake na otrocih in ukrepati. Recimo, če so to vrstni starši, potem ja. Definitivno čisto legitimna pot, da stisnete otroke. Ne, dejansko ne. Sem pozabil, kje točno je ta legal talk, kje se konča in kje gre proti mojim načelom. Na tej točki. Mislim, vzgoja otrok mora biti ful zajebana, ampak bova drugič o tem. Torej, kaj je že bilo vprašanje? Vem, da sva o drogah hotla. To je bil zdaj disclaimer, najdaljši disclaimer ever. Kje so najboljše droge? Od najboljše do najslabše, ki si jih probal? Naj prvo povem, da nisem probal prav veliko drog. Več od mene pač. Več od tebe, ampak ne prav veliko. Ti si že vsaj 3 iste droge probal kot jaz. Ja. Ti v bistvu ene... Dejansko ta vikend, te počitnice sem 3 iste droge probal kot ti. Točno to. Torej, povejo, kjer jih govoriva? Tu so se znašle, ne. V bistvu. Sred gozda. Našla sva te zadeve. Posedovala vsekakor nisva. Pa listki so bili zdraven, da vemo, ko sem reče. Tako. Te zadeve. Razen pivo, smo dobili v trgovini. To je lahko, Zanimivo, ne? Tako smo se odločili kot družba. Evo, pivo lahko. Ti se nisem odločil nič. No, kot družba. Saj nisi ti družba. Si v družbi, nažalost, za tebe. Ker poznam tvoje nazore. Ni da hočem zdaj živeti samo v gozdu, razumeš? Nisi gozdni men. Čeprav po tem kampiranjem bi skoraj rekel, da si. Ampak torej, droge, ne? Droge. Torej, ena izmed njih je bilo pivo, drugo je bilo trava in tretje je bilo čanga, ki sva že prej povedala nekaj v njej. Kaj si poleg tega še probal? Gobice. Alkohol je bil en. To sva že povedala. In enkrat sem probal eno mini lajnico koka. Ampak samo enkrat. In? Razvrstil sem jih. Razvrstiti, kako bi jih? Prvo, naj prvo povem, kak je kriterij, moj oseben, ker to je itak moj vidik tega. Jaz sem predvsem vse te zadeve vedno videl kot eno tako orodje, da prideš nekam naprej. Karkoli, lahko je tudi neka radovednost, ampak se mi zdi, da moraš več ven dobiti, ko pa daš not, se mi zdi. Da je neka taka vzajemno koristna menjava, ki jo narediš s tem, da ti nekaj vzameš. Z drugimi besedami, da ti razširi obzorja in ne zoža. Mind expanding proti mind shrinking, narrowing, nekaj takega. Tako da, se pravi, kaj lahko ven dobiš? In prvo mesto sigurno gobice. Gobice so kot ena taka učiteljica. Nekako eni so opisali ta feel gobic bolj tak otroške narave, bolj otroške, pa mogoče malo bolj ženstvene. Mogoče se to sliši kot full hippie bullshit, ampak eni koncepti so težko za opisati, ne. Ampak kot da ti gobice se ful trudijo ti pokazati to, kar rabiš vedeti. Ni nujno to dobro, kar trenutno rabiš vedeti. Ponavadi imaš, vsaj jaz sem imel zdaj vedno, vsaj par momentov takih, ko se globoko zamisliš o vseh konceptih okrog tebe, o odnosih, o tem, a se ti prav obnašaš kot član neke družbe, a imaš dobra načela v lifeu, a si moralen človek. Vse te zadeve nekako na novo evaluiraš, bi rekel. Pa nekako se mi zdi, da v večjih dozah
boš bolj vedel, kaj je bilo to, kar si videl in razumel sporočilo. In Boljše kot ko vzameš manj. Ja, definitivno. Zato, ker je to sporočilo je toliko močnejše. In zapomniš si relativno dobro vse. Vse jaz sem si vedno. Ni ful teh stvari. Predstavljaj si kot neke take zelo močne sanje, zelo doživete sanje, ko jih še dolgo zelo pisano vidiš. Mogoče še bolj močno kot ene res močne sanje, se jih spomniš, pa dlje cajta, ja. To. Pa res, 14 dni imaš tak pozitiven efekt še naprej, ki ga lahko neseš in implementiraš, kar si se naučil v vsakdanje življenje. Ne vem, meni se tipična zadeva, ki se mi naredi, je to, da kar naenkrat se ful začnem posvečati miselno ljudem, ki so mi blizu. Okay. Bolj te medosebne odnose preigravam, oziroma niti ne preigravam, bolj se ukvarjam z njimi. Ko da mi vedno znova povejo, da ene stvari mogoče malo zanemarjamo v življenju. In takrat gobice te res spomnijo na to, kaj ti je pomembno v življenju v bistvu. Niti enkrat nisem še dobil takega feelinga, da bi dobil. Fakt, jaz moram res dobiti eno tako res dobro službo in imeti full casha. Nikoli. Ni taka stran od tega nekega materializma, vsaj mene osebno, no. Ne morem za druge govoriti, ampak ful, mogoče bistvena stvar, ki se mi je zgodila po prvem tripu gobic, je to, da sem razumel, da sem se fokusiral v preteklosti na napačne stvari. In potem se malo bolj vrneš k bolj basic stvarem in mogoče znaš bolj ceniti ene bolj osnovne stvari, ene odnose med sabo, ene težke izkušnje iz preteklosti, ki si jih mogoče dal skozi, jih vidiš z eno drugo distanco, zato ker brez skrbi, če si hotel kaj potlačiti, na gobicah pridejo te zadeve ven. In take malo svinjske so, veš. Ko že misliš tisto, ja, zdaj sem cool, in pol kar naenkrat, upsi, kaj pa to, a se spomniš tega, to je ful je bilo bad, ti si slab človek zaradi tega, mogoče. Taka girlfriend, dragi, res malo. V bistvu, na nek način. Zeminske ta ženskosti. Na nek način. Ampak jaz imam ta bad feeling, ful na podoben način ga doživljaš kot otrok. In dejansko tudi te neke ful pozitivne stvari doživljaš na nek tak otroški način. A veš tisto, ko si prvič videl eno zadevo in ti je bila najbolj zanimiva, ne vem, ti, ko si človek narave, to ti je bilo ziher ful dobro, ko si bil prvič na kamperanju ali kaj takega. Ja. A veš tisto, ta feeling, ko ti je vsaka nova zadeva, ko jo vidiš, ti je toliko fascinantna in moraš kar neki s palco po tebi zgor, da probaš vse, moraš občutiti to zadevo, taka neka otroška radovednost. No, to isto dobiš na gobicah. In ta efekt je isto, čeprav ti veš, kaj je, recimo, ne vem, gledaš drevo, veš, kaj je, ampak jo vidiš z enimi takimi novimi očmi in vse je ful bolj, vse barve so bolj žive, čutiš, da vibrira in malo spreminja barve z eno tako energijo in vse te zadeve. In dejansko vidiš eno lepoto, ki je ne moreš več zanikati, ko si jo enkrat videl. In dejansko pol večkrat, ko si v naravi, prav se zaveš, koliko ima ene moči vse to, kar je okrog tebe. Pa ne rabiš biti zadej, da to vidiš. V vsakdanje življenje lahko to preneseš. In na isti način se začneš, vsaj jaz osebno, se začnem odnosov s folkom, s familijo, s punco, itd., s frendi, s tem, kar delaš v lifeu, služba, vse te stvari vidiš z enimi takimi novimi očmi, ki so taki, kako bi temu rekel, mogoče najlažje opisati, kot da gledaš en lik v nekem filmu in ni nujno, da ti bo všeč. Pač lahko da je beden film ali pa vsake toliko cajta se nekaj zgodi, ampak all in all stisnjeno življenje par let skup, če bi ga dal 1 uro, bi že imel kaj zapovedati. Mogoče nima nekega zaključka, ker je nadaljevanje zgodba v nastajanju, ker si dejansko zdaj in tam, takrat. Čas praktično ne obstaja. Lahko sicer nekaj prikličeš iz preteklosti, ampak prikličeš v uno realnost takrat in takrat te najeda. In to je lih tista fora, ker ne moreš zbežati ne nazaj, ne naprej.
In to je večkrat posledica pol, ta trigger ti je večkrat, da ti je pač bad pol. Ampak definitivno se nekaj naučiš. In ko priješ ven, si kar naenkrat zvedel par resnic o sebi, par vidikov, par nekih takih, mogoče si kako zavezo sklenil, saj implicitno, da boš probal biti boljši človek ali pa boljši v tem, kar delaš, ali pa še ne vem, jaz vedno dobim tak ful pozitiven vibe ven iz tega, da zdaj sem dobil ta odklop in zdaj gremo na polno trgati naprej, kjerkoli že bo, ali na kakem projektu za TV, ali v stand-upu, kaj drugega, mogoče tudi tisto, fuck it, bom začel laufati in začneš laufati dejansko. Dejansko ta cela, kako bi rekel, transformacija je ful podobna, če si gledal American Beauty. Ne vem, če sem. No, ful dober film, by the way, iz leta 99 je tako. To je zelo vrečo, ko leti okolje. Ja, ok, to je mal... A kje je iz tega filma to? To je ta isti film, ja. Ampak okay. Nisem mislil te konkretne scene, Ja. Ampak glavni lik, kaj že, Kevin Spacey ga igra. Ne. Spomnim se. A je Kevin Spacey? Ne, ni Kevin Spacey. A je Kevin Spacey? Mislim, da je Kevin Spacey. Mogoče je Kevin Spacey. Mislim, da je Kevin Spacey. Ful prevečkrat smo rekla Kevin Spacey. Ja. Predvsem jaz sem prevečkrat. Žal mogo plačati podcast. Ja, itak. Si predstavljaš, ga pokličeva. Ja. Zdaj bi rabo neki publicitete. To je bilo še preden je imel te... Ja, zdaj jaz ne vem, če hočem, da vam toliko menja Kevin Spacey na mojem podcastu. Ja, Kaj si ga folk mislil? Ja, v glavnem, ta transformacija, nisi gledal tega filma, ali si? Ne vem, dejansko se ne spomnim več. Malo mi je znano, mogoče pa ne vem. No, v glavnem, ta Lester je lik od Kevina Spaceyja. Na eni točki doživi ful tak preblisk, potem ko skadi en joint s tem Rickyjem, sosedom, ki je v bistvu sošolc od njegove hčerke. Ja? Ricky je ta model s to vrečo. Ja, on snema zato, ker vidi lepoto v vseh teh zadevah. Ja. Je pa dejansko zelo poseben tip človeka, ki je bil v neki ustanovi predtem, ker ga je fotor dal. Fotor tak tipičen vojak, vojaška vzgoja. In ja, ta Lester kadi joint s tem modelom, s tem Rickyjem, ki je tudi dealer, by the way. Ja, ta Ricky je res faca, mislim, tako out there je, čist izven sistema. Lih to je fora, veš, on razume, kako sistem dela, razume, da ga v fotoru bil, če zve za to, ampak še vseeno ima tak elaborate lie, ima job sem za to, da pere denar v bistvu. Ja. No, s tem modelom skadi ta glavni lik joint in potem se mu kar naenkrat odpre nov svet. In itak družina je ful taka disfunkcionalna in pol mu kar naenkrat na nek način je prvič, da se on postavi zase in neke resnice v svojemu lifeu doživi in jih sprejme kot take in naredi en epic odhod iz službe in se sam temu posveča, da se bo pač imel zdaj tu fajn, tu in zdaj. In kot da je neko tako otroštvo priklical nazaj, ko je bilo ful dobro, ko je vse, kar je delo, je pekel hamburgerje, zato da si je lahko, ne vem kaj točno si je privoščil, ampak njemu je bilo top, zato ker se je imel ful dobro takrat. In potem si dobi job, ko dela v neki, kot da bi rekel v McDonald'su, v bistvu hamburgerje peče. Ja. In tako, ena taka lepa progresija zgodbe se nadaljuje od te točke naprej. Seveda že setup prej vidiš, kako se oni res ne šteka, mislim, nekaj res ne funkcionira v familiji, predvsem to, da je on copata in da ženska drži v bistvu vse niti v rokah in da on je v bistvu slave to his job. O tem bi lahko midva kaj povedala, ne? Mislim, bomo ful zavili. Gremo dokončati to, ker če ne... A sva o drogah govorila? Mislim, smo poskušali, Na koncu je zavilo v review American Beauty. Ne vem, zakaj toliko poskušaš prvoleči to debato nazaj. Se hotel, da je kao to tema podcasta, veš, kao... droge. Mislim, to je že zdaj ena izmed glavnih tematik tega podcasta. Je, ampak tako nekako se hotel malo zaokrožiti na to. Ni nujno, ampak
Upal sem, da bomo lahko dorekli. Aha, ok. Zdaj sva gobice obdelala, ne? Ja, ok, to. Ok, bova šla čez ostale droge malo Mislim, da hitreje. travo si tudi malo predstavil. Mislim, da sem. Mislim, Okej, posredno s tem, ko si je... te odnesla iz gobic v review American Beauty. Ok. Jaz bi dal travo na drugo mesto. Drugo, Drugo. a pred Chango. Po teh kriterijih, ja. Ja? Ok. Zato, ker dejansko ti lahko te bolj pomaga usmeriti v to, kar bi ti res rad delal. Bolj te da v stik s samim sabo, lažje razumeš sporočilo, Aha. se mi zdi. Pa vsaj jaz osebno, jaz lahko ful dobro funkcioniram na večini stvari, ki jih jaz moram početi, oziroma ki jih počnem v lifeu, da zaslužim. Mislim, da mi na nobenem vidiku ne stoji naproti, ampak mi celo pomaga. Sicer ne v vseh stagih, ne znam si predstavljati, da bi bil zadet na odru, nikoli, Ja. ni šans. Enkrat sem bil rahlo in to Nič to? je, v bistvu je še hujš, ne vem, Še hujše kot kaj? še hujše, da ne vem, a je šlo ali ni šlo. A ja, razumem. A Ja. veš, ko slišiš smeh in ne veš, a je pristen, a se ti Ja, folk ja, ja, smeji ja. zato, ker si tok za nič. Smejo s tabo od tebe. Ja, Ja, ja. preveč paranoičen postanem Razumem, v takem ja. settingu. Mogoče sem to sam jaz, ampak zadet na odru, ko si ti in the spotlight in veš, da je samo tvojih besed odvisno, a se bojo ljudje v temi začeli smejati, to je mogoče nekaj, kar nočeš na travi delati. Ja, ja, ja. Za vse ostale zadeve pa v določenih stagih, recimo, ko nastaja joke, odlična, super, to je najboljši cajt, ker si v nekem takem kreativnem modu, oziroma v enem takem stateu, kjer ti mogoče misli lih dovolj skačejo, da boš naredil kako povezavo, ki jo drugače ne bi. Potem, ko pišeš in razvijaš določeno zadevo, ko se res fokusiraš, ko ti nehajo misli skakati in dobiš ta fokus na travo Ja. zaradi trave, na eno in isto zadevo in Ja. potem ugotoviš, da si lih kar, ne vem, 3 ure sedel in pisal joke in da zdaj končno si povedal to, kar si mislil in je koherenten in vse, in ko ga naslednji dan prebereš, si tako, ja, o tem sem govoril, ja, točno to, in potem še samo mogoče malo ven vržeš neželenih delov in obdržiš pač to sporočilo in je to to. Okay. Tako da ja, trava drugo mesto. Tretje mesto? Čanga. To smo mislim kar opisali. Okay, jaz, Čango smo opisali. Ja, ja. Sva opisala. Sva opisala objema gledalcema. Ampak jaz iz mojih izkušenj včeraj s travo in danes Chango ne razumem, ko lahko tako daš. Meni je Changa bila ful boljše doživetje. Ja, zato ker ne znaš trave Mogoče, ampak tako. mislim, a veš, prve izkušnje s travo niso ponavadi ful, vse zame niso bile neke ful wow. Razumem, Ja. samo tudi vse do zdaj niti približno mi ni bilo tako zabavno na travi kot na Changi. Ampak veš kaj, malo smo dejansko začenje lulati, gremo na četrto. Ok. Četrta bi mogel biti alkohol. Alkohol, Ja. aha. Ja. Meni ne da nekega ful, mislim, bolj ti pove stvari, ki jih ne delati, ker si jih delal in ti jih je žal naslednji dan. To je mogoče bistvena razlika med alkoholom in recimo gobicami. Alkohol je ful zabaven kolega s ful slabimi idejami. Nekaj takega, ja, nekaj takega. Ja. Sam, Stari, pe vozite avto, kulci. nekaj takega. Ampak to idejo kupiš, Ja. to je razlika. Medtem ko vse ostale so zadeve, ki smo jih do zdaj naštela, so bolj iz druge strani. Ja. Jaz ti bom pokazala ta substanca, kaj si ti vse zajebo in kaj bi lahko izboljšal. Ja, namesto dobiš introspekcijo z alkoholom, zgubiš v bistvu. Ja, in zgubiš manj se zavore. zavedaš Ja. sebe, manj te briga, kaj si ljudje mislijo, bolj greš v neke skrajnosti, ki ti bo drugi dan ful žal za njih. Ja, exactly. In iz tega vidika, jaz ne vem, če je to nek tak ful poučen, mislim, v končni fazi je lahko kdaj poučen to, da si nekaj zajebo na alkoholu in ti je pol žal naslednji dan, da imaš Te pouči moralnega... ne piti alkohola. To je v bistvu nauk, ki ti ga da alkohol. Ja, tako v bistvu. gledano. Ampak nimaš pa neki... Poučen je drugi dan, stari, zajemo si, ja. Ti je malo slabo, ja, to se zgodi. Ja, ne vem, To je dosti nauk. imaš kako dost globoko introspekcijo Ja, okrog ne, sebe. mislim, da zgubiš kvečemu. Ja, malo zgubiš
feeling za realnost, za vse ostalo okrog, ampak ne na gut način, odrežeš se stran. Ja. Ja, zato alkohol je šele na 4. mesto. In 5. in zadnje mesto? 5. in zadnje mesto, verjetno najbolj kretenska droga, kokain. Aha. Mislim, zelo dobro razumem, zakaj, what's the appeal of it. Ful dobro razumem. To je, ko bi rekel, a bi imel enega magičnega prahca, ki, a veš, te neke glasove, ki imaš v sebi, da mogoče nisi, neke dvome in te zadeve. Lej, če to malo posnifaš, ti boš vedel, da si največji car, ne da boš mislil, ti boš vedel. In tako boš se naslednje pol ure počutil in tebi bo cool, zvedel ne boš nič, sam da si ti the best. Zvedel boš, kaj si vedno hotel vedeti. Nekaj takega, ja. To je ful taka, kako bi rekel, utrjevanje neke idealizirane verzije samega sebe na svojem mestu, oziroma na drug način, neko bildanje ega je to, na nek način. Ne bom rekel, da ne paše, full fucking paše, ampak... To je droga, ki je najbolj povezana z egom na svetu. Kdo jo je? Igralci, neki poslovneži, politiki, tako je stereotip, ne? Ja. A ti povem eno najbolj egoistično misel, ki sem imel na Kolko. Prosim. Wow, na tem feelingu bi mogel biti na odru, kar je full scary, če tako pogledaš. Ampak takrat sem razumel, ampak zdaj ne bi, zato ker nočeš tega fake fuela, ker nočeš izpasti, mislim, samozavest je na vrhuncu. Ne samo, da izpadeš ego, ampak samozavesten si. In jaz bi verjel, da bi ti jezik ful bolj tekel, zato ker jaz sem se pogovarjal in ideje ful hitro razvijaš. Mogoče ne greš toliko out there kot na določenih drugih zadevah, ampak enostavno imaš nek flow. Ga spraviš ven. Verjetno to dejansko na nek način bi pomagalo, ne? Ker samozavest na odru je ključna. Bi pomagalo. Škodilo ne bi, ampak bodimo iskreni, vsi smo že videli tudi kako te zadeve... Samozavestni popušijo. Ja. En konkreten primer imam v mislih. Oba ga imamo, se mi zdi. Ne vem sicer, kaj je bila dotična droga takrat, ampak videli smo, kako se to dvoje ne meša fajn, velik ego, fuelan z drogami neznanega izvora in z ubilico nekih polresnic, da ne rečem, če celo laži. Pol je že kar tako optimistično. Ja. V bistvu I'm cutting some slack here. Ja, nekaj takega. Smo videli, kako se lahko to slabo konča. No? Slabo konča v smislu, a se bo človek fental, ali bo človek živel. Toliko slabo. No, in kolikor se lahko to slabo konča, se bo ta podcast dobro končal, ker jaz moram fuliti na WC. Tako da... To bo ful dober konc podcasta. In tako zanimivo konča beseda, si na koncu rekel, idealno, kot da si vedel, da moram ful stati, ker ti govorim že nekaj časa. To je tvoj podcast. Ja. A lahko plagam nekaj? Ti plagaj, jaz grem na WC. Ja ne, ti moraš zaključek narediti. Ok, plagaj hitro. Glede na to, da sva govorila večinoma o drogah, jaz imam nastop na temu drog. One man show, pušenje v dolini Šentflorjanski, tudi govorim o tem, ampak specifičen nastop je 29. tega meseca, se pravi 29. junij v Mariboru. 2018, v Mariboru na festivalu Lent. To bo še desetletje, ali poslušali. V Mariboru na festivalu Lent je kanabis oziroma konoplja večer, mislim, da se tako reče. Pač takrat, ko bosta dva stand-up komika in ostali, ki niso stand-up komiki. Še vedno ne vem, kako bo to izpadlo, ampak če probate, če hočete videti, pridite pogledat. Definitivno. To je to. Čau, iz moje strani. Še lepo zahvala mojemu dragemu prijatelju in sogovorniku Janu Krojcerju. Jaz sem bil Marko Žerjal in upam, da ste danes naučili kaj novega. Čau!